Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V naši šoli izobražujemo, imamo dva programa, kar pomeni gostinsko-turistični tehnik in hotelsko-gastronomske storitve. Triletni program, kar pomeni z možnostjo nadaljevanja +2 in s tem pridobijo dijaki isto izobrazbo, kakor če se vključijo v izobraževanje direktno v 4-letni program gostinsko-turistični tehnik. Poleg tega jih na šoli navajamo tudi, da prevzemajo odgovornost, navadimo jih na delovne obveznosti in pa predvsem skrbimo, da v izobraževanju skrbijo za svojo urejenost in pa da pri praktičnem pouku še posebej skrbijo za delovno obleko, ki jo starši kupijo sami, in pa na ta način jih navadimo, da bodo tudi v delovnem razmerju, ko bodo zaključili z izobraževanjem, ko bodo dobili službo, z veseljem nosili obleko, ki jo kot zaposlen za delo z ljudmi tudi mora imeti. Zakaj priporočaš mladim devetošolcem vašo šolo? V bistvu kuharija zmer prav pride. Pravijo, da lepota v letih zgine, ampak lačni bomo pa zmeraj, tako da jaz priporočam, da se naučimo dobro kuhati. Tudi služba je zelo iskana, v bistvu velike hiše, kuharje, natakarje, tako da zelo bi priporočala. Udeležujete se tudi različnih tekmovanj in tudi sama si bila na državnem tekmovanju na Braču? Tako je, bili smo na Braču lansko leto v aprilu. V bistvu naša šola je že zelo znana po teh tekmovanjih, da se zelo dobro uvršča. Veliko smo, v bistvu z Brača smo takrat prinesli domov 2-3 zlate pa 2 bronasti. V bistvu ja, učenci so zelo zainteresirani za kuho, v bistvu zato so se tudi odločili za to šolo in je to prav. Vsi, ki se nekako vidijo v tem, da bojo, da radi kuhajo ali pa ustvarjajo, da so inovativni, bi jim s toplim srcem priporočil, da v bistvu pridejo vsaj pogledati na našo šolo, da ni noben tak bav kuhna in da res je ogromno, če sploh ko bodo šli na prakso, je pa to pa res ta najboljši del tistega šolskega leta nasploh, tako da res priporočam, ful dobro. Udeležil si se gostinsko-turističnega zbora v Radencih, kakšne so bile tvoje izkušnje? Zelo dobre. Udeležil sem se z starejšimi letniki, smo imeli fajne ekipce, smo bili zelo lepo povezani vse in bili smo drugi, srebrno priznanje, tako da veliko novih kuharjev, prijateljev sem spoznal, znanja prejel, tako zelo dobro. Kaj priporočaš devetošolcem, da se vpišejo na turizem? S tem, da turizem je meni zanimiv zaradi tega, ker vidimo, kako svet deluje, kako je zjutraj vstati pa iti v službo, kakšne so odgovornosti, nasploh pa kam je primerno potovati, kako rezervirati letalsko karto, kako narediti ekskurzijo, tako da bo zanimiva, kako preveriti vse te podatke, da se vse ujema, zato da imamo lahko odličen izlet. Kakšne so tvoje izkušnje na informativnem centru na Jesenicah? Veliko ljudi misli, da na Jesenicah ni veliko turizma, ampak moram reči, da sem jaz z veliko različnimi ljudmi, s Španci, Portugalci, Švedi sem se pogovarjala, ker so prišli na Jesenice, ker jih zanima, kakšne muzeje imamo, kako Jesenice delujejo. Všeč mi je pa tudi, ker je tako multikulturno mesto. Mislim, da je turizem v Sloveniji, kako tudi v celotni Evropi, mogoče tudi v celotnem svetu, zopet v porastu. To je eden izmed razlogov. Poleg tega pa je seveda tudi sam poklic, lep poklic, tudi sam sem opravljal kot natakar vrsto let ta poklic. Vem, da bodo dijaki, ko bodo uspešno zaključili izobraževanje, dobili službo. Vem, da so zato tudi primerno plačani. Vem pa tudi, da se seveda po izobraževanju na naši šoli lahko vpišejo v višjo šolo in pa visoko šolo na Bledu in s tem mogoče dopolnijo še svoja znanja. To pa seveda pomeni, da bodo še veliko lažje dobili službo, ki si jo želijo.